Prejšnji teden je vlada po dolgih 6 mesecih končno razkrila dokument. V opoziciji smo ga pregledali in primerjali in ugotavljamo kar nekaj problemov. Ključno je to, da vlada ne izkorišča priložnosti in ne uporablja vseh razpoložljivih virov za celostno, trajnostno preobrazbo slovenske družbe. To je temeljni problem vladnega pristopa. V opoziciji smo, za razliko od vlade, uporabili vsa razpoložljiva sredstva, ki so trenutno na voljo, tako sredstva iz tako imenovanega sklada za okrevanje in odpornost, vire kohezije, prilagoditve v državnem proračunu in seveda tudi potrebno zagotavljanje lastnih virov pri vrsti projektov. Za razliko od vlade, ki 1,6 milijarde denarja porablja za parcialne, betonske in malenkostne projekte, ki bi vsebinsko morali biti financirani iz državnega proračuna, smo v opoziciji 1,6 milijarde denarja uporabili za ustvarjanje 15-milijardnega finančnega vzvoda in s tem zagotavljamo pogoje za okoljsko preobrazbo Slovenije in za krepitev dodane vrednosti ter krepitev robustnosti tako gospodarstva kot družbe v viziji pred prihodnjimi krizami. In če bo vladni predlog obveljal, potem bo seveda Slovenija imela najlepša krožišča na svetu, imela bo lepe digitalne arhive, ne vem kaj še, imela bo tudi nov center civilne zaščite, ne bo pa imela razvojnega preboja, ki ga Slovenija potrebuje, ne bo ustvarjenih novih dodanih delovnih mest in denar bo šel v nepovrat. In v opoziciji sledimo vrsti drugih držav, ki so na podoben način uporabili evropske sredstva kot vzvod, naprimer Francija, ki je iz 40 milijardnih evropskih virov ustvarila 100 milijardni finančni vzvod. In ni čudno, da se finančni minister Francije po novem imenuje minister za finance, gospodarstvo in okolje. Sej, kolega je večino zgodbe skozi, kot jaz rečem, peneze povedal. Bom pa ponovil to, kar že prevečkrat osamljeno govorim. Penezi morajo delati peneze, da bomo pol ustrezno betonirali ali pa tudi imeli kvalitetni makadam, če se tako izrazim. Druga zadeva, sami veste, da se je vlada to lotila na absolutno napačen način. Namesto, da bi recimo konec avgusta lani odprla javno debato, je pol leta bil to neki tajni dokument. Predsednik vlade se srečuje z neko Lahovnikovo skupino, ki je verjetno počasi gospod Lahovnik pa on, pa noben več. In 21. stoletje ne moreš furati države na način nekega enoumlja in tle je neka bistvena razlika. Kot je kolega rekel, se mi ne odkrivamo tle tople vode, zgolj počnemo to, kar v bistvu skoraj brez izjeme, razen kakega Janezovega prijatelja v bližnji soseščini, počnejo vse evropske države, vse članice Evropske unije. In rad bi še nekaj poudaril. Po 30 letih nam bi končno morali postati jasno, da to mi moramo delati zaradi nas samih. Noben Bruselj, nobena EU, nobena Evropska komisija, noben MČM ne bo za nas, namesto nas mislil naš bodoči razvoj. In to je na kratko to, če se malo navežem, evo, zdaj imamo teden boja proti raku, 38. Ravno sem za slavnostne Zoom seje, iz tega vladnega špeha jaz ne vidim tega, ker imamo blazno težavo. Rak je razlog največ prezgodnji smrti. Ne sam beton, mi moramo misliti, s katerimi tehnologijami se bomo lotili, kateri ljudje. Tudi ne smemo biti sužnji neke trenutnega razreza slovenskega gospodarstva. Dejansko zdaj imamo, bom rekel, neki koktejl denarja, ki ga moramo znati izkoristiti na način, da bomo v naslednjem desetletju pri zmagovalci, ne pa pri tistih, ki bodo delali lon posle, kot smo včasih rekli. Minister Černač je ob koncu seje odbora prejšnji teden dejal, da razen za Levico se poslanske skupine kar ujamete oziroma strinjate glede razvojnih prioritet. To je njegov občutek, večkrat je to poudaril.
Zanima pa me, ker vi pa opozarjate zlasti potem, ko ste ta osnutek prebrali, ki je prepad med tem, kar predlagate vi in kar je vladni načrt. Zdaj, težko je primerjati oba načrta, zato ker so stvari skrite v različnih postavkah oziroma poglavjih. Pa me zanima, če lahko še enkrat poveste, kje je ta prepad. Omenili ste ceste, gradbeništvo, verjetno pri zdravstvu se opazi razlika, mogoče R&D še kje. Prepadlo je kar nekaj. Če pogledamo področje zdravstva, mi predvidevamo skoraj 500 milijonov sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost in še dodatnih približno 700 milijonov sredstev iz prilagoditev državnega proračuna, da rešujemo probleme, kot je kolega rekel, naprimer raka, da investiramo dodatno v zdravstvo. Mi predvidevamo uvedbo dolgotrajne oskrbe. Vlada predvideva 99 milijonov za 2 doma starejših občanov. Mi investiramo v izgradnjo skoraj 4000 javnih najemnih stanovanj z začetkom vzpostavljanja tudi sistemskega vira za izgradnjo javnih najemnih stanovanj, študentskih stanovanj. Mi na področju okoljskega in zelenega preboja začenjamo program zapiranja premogovnika Velenje, zapiranja Teša 5, začenjamo umeščati NEK 2 in razmišljamo, kako pospešiti gradnjo, če hočete, hidroelektrarn in drugih obnovljivih virov. Mi za recimo 3. razvojno os predvidevamo sredstva za krepitev turističnih kapacitet ob tej razvojni osi. Vlada približno 400 milijonov denarja, ki bi ga Dars moral dobiti na trgu, namenja za tako imenovan pospešitev izgradnje 3. razvojne osi. In če pogledamo še raziskovalno področje, mi investiramo v raziskovalno infrastrukturo, mi investiramo v seveda nove programe tako mladih raziskovalcev kot vsega, kar omogoča na znanju temelječo družbo. Vlada dela neke manjše popravke, ki bi morali biti običajni popravke ali običajne aktivnosti v vsakoletnih državnih proračunih, ampak uporablja ta denar za to, da seveda v državnem proračunu namenja denar za ostale, po mojem, neustrezne stvari. In zato je seveda na nek način se vlada to lotila, kot da bi to darilo padlo iz neba, kot da bo vsako leto 1,6 milijarde, temu ni tako, 1,6 milijarde je potrebno uporabiti kot vzvod, da bomo ustvarili dodatna delovna mesta. In v pogovorih tako z gospodarsko zbornico, kot z nevladniki smo pravzaprav ugotovili, da se naši programi in ideje nevladnikov in gospodarske zbornice v polni meri prikrivajo. In če še sklenem, z ukrepi in reformami, ki jih predvidevamo, pravzaprav v polni meri sledimo tudi programu za dvig dodane vrednosti, za višjo produktivnost, ker samo višja produktivnost omogoča dolgoročno ohranitev delovnih mest in omogoča seveda ustvarjanje fiskalnih virov za javno porabo, javne storitve v prihodnosti. Kako se da počrpati denar za raziskave, razvoj in inovacije? Spet se navezujem na ministra Černača, ki je dejal, da že v obstoječi tej finančni perspektivi, ki se je v bistvu iztekla, je bila milijarda namenjena za R&D, pa je bilo počrpanih samo petina denarja. Torej, da ni projektov, da nimajo kam plasirati denarja. Poglejte, minister Černač je prvi minister, ki bi bil za to odgovoren. Čudi me, da se pravzaprav zaveda, da je on tisti, ki je odgovoren. Treba je pogledati, kateri slovenski raziskovalni projekti se prijavljajo na Horizon projekte in potem temu dodajati sredstva iz virov, ki so na voljo v slovenskem, če hočete, kohezijskem viru. Vlada je ustavila vrsto projektov, vlada koncev ne nadaljuje programa mladih raziskovalcev, zato seveda ta teza ne drži. Trditi, da slovenski raziskovalci niso sposobni, če hočete, porabiti ta denar, ne drži, treba samo aktivno z njimi delati. In to je njegova temeljna naloga. Zato je minister za razvoj in kohezijo. Seveda so, kot je Milan rekel, neke zadeve, ki jih zaradi fiskalca prej nismo izvedli. Ne vem, pljučna v Mariboru, infekcijske in tako naprej. Ampak, veste, in tudi se govori reforma ta 1, 5, 3, ampak mi si moramo najprej odgovoriti na vprašanje, kaj bomo mi v tej Sloveniji sploh počeli, da bomo bolj živeti. Ne moramo vsega živega delati, seveda. Imamo kar dosti domače pameti in če mi gremo delati recimo analizo naših startupov, se prezgodaj prodajo tujini. Ali če grem gledati sodelovanje naših univerz, moji Mariborčani, če se tako izrazim, bi lahko navedel par dobrih programov, projektov, ko v bistvu naša pamet
dela kvalitetne prototipe, ki jih bojo tržili, ne vem, Italijani pa še nekdo drugi. Pa nimam nič proti njim, ne? Ampak veste, ta preboj moramo mi narediti. Čuden primer, recimo za področje zdravstva. Mi prvih nekaj milijonov porabljamo za to, da naredimo strateški načrt za razvoj zdravstva. Vlada tega ne počne, ampak bo dala pač denar za tako imenovane objekte v vzhodni Sloveniji, v zahodni Sloveniji, recimo pišejo obe infekcijski kliniki. To ni dovolj. Mi pripravljamo, seveda, če hočete, novi klinični center, mogoče celo vojaško univerzitetno kliniko, ki bo pravi novi klinični center, potem naj obstoječi UKC postane Ljubljanska mestna bolnišnica. Mi seveda podpiramo tudi nekatere projekte, ki jih vlada predvideva, kot je nujna medicinska pomoč, paliativa in tako naprej. Vendar seveda ocenjujemo, da vlada ne daje dovolj denarja, ki je namenjen tudi za reševanje zdravstvenih problemov za to področje. Ampak se tudi v SD-ju niste niti primerljivi z Nemčijo, kar se tiče odstotka, ki ga namenjate za zdravstvo. Nemčija daje 15% v svojem 42-stranskem načrtu. Mi dajemo od 1,6 milijarde nepovratnih sredstev približno 400 milijonov. To je pomemben odstotek. Seveda pa v zdravstvu ne moremo dajati nepovratnih sredstev. Zato na celotnih 5,2 milijarde je to pač manj kot 10%, pri zdravstvu ne trpi, če hočete, povratnih sredstev. V tem smislu seveda ne moremo narediti na enak način, kot naredijo v Nemčiji, ker so pač te nemške bolnišnice v narekovaji javni gospodarski zavodi. Naše bolnišnice so pa javni zavodi in nima amortizacije in tako naprej, se ne morejo sami zadolžiti. Tako da tukaj gre tudi za sistemske spremembe. Seveda, jaz mislim, da slovenska družba še ni pripravljena za to vrstne sistemske spremembe. Vse mislim, da je pravilno, da imamo javno zdravstvo, javno zavarovalnico in da imamo seveda javne izvajalce zdravstvenih storitev. V vladnem dokumentu pa govorijo o nekih reformnih ukrepih, ki naj bi zagotavljali neke nove načine izvajanja storitev na lokalni in regionalni ravni. In seveda kolega poslanec Dejan Židan je postavil poslansko vprašanje, ali to pomeni, da bo model, ki ga Alenka Forte izvaja v Trbovljah, pravzaprav model za druge občine, a bomo ukinili, vlada namerava ukiniti zdravstvene domove. To so dileme,